Zmečkani Peter. Poučne zgodbe me vedno znova in znova navdušujejo. Zelo rada jih pripovedujem otrokom. In tu je zgodba o našem zmečkanem Petru, ki pa je podprta tudi s čudovito vajo, da se otroci še bolj zavedajo svojih grdih besed, ki jih izrečejo v jezi svojim najbližjim. Seveda pa to velja tudi za nas odrasle. Tudi mi se poskušajmo truditi po svojih najboljših močeh in bodimo vzor otrokom, ki nas vedno posnemajo in se tako učijo od nas. Otrokom predstavimo Petra. Narišemo ga lahko v naravni velikosti na velik papir. Otrokom povemo, da je ta Peter zelo žalosten, ker so ga otroci žalili, zmerjali in mu govorili grde besede. Zdaj vsak otrok izreče negativno opazko, ga užali ali zmerja in pri tem zmečka del njegove podobe. To delamo toliko časa, da se razvrstijo vsi otroci in dokler Peter ne postane le še velika zmečkana kepa papirja. Otrokom na to povem, da je bilo vsem žal za svoja slaba dejanja, ki so bila mogoče včasih nepremišljena, prehitra, in vsi otroci so se začeli Petru opravičevati ter ga prositi odpuščanja. Z vsakim opravičilom, ki ga izrečejo, otroci zgledijo del njegove podobe. Zdaj vsak otrok izreče prijazno besedo v opravičilo in zgledi del lista. To počnemo toliko časa, dokler ni naš Peter spet ponovno popolnoma poravnan. Petra smo popolnoma zgladili. Vendar, ali je naš Peter res takšen, kot je bil na začetku? Seveda otroci hitro ugotovijo, da ne. Zmečkanine ne moremo popolnoma poravnati, četudi se še tako trudimo, opravičujemo in gladimo. Vse so se močno vtisnile v papir. In vse te grde besede, ki smo jih izrekli, so kot rane v naših srcih, ko nas nekdo prizadene. Srce oseb, ki jih prizadanemo, so kot papir, ki ga zmečkamo in ga ni mogoče več poravnati. Gube na papirju ostanejo tako, kot ostanejo rane na našem srcu. Žal jih tudi lepe besede in mnoga opravičila ne morejo pozdraviti. Zato se zavedajmo, da preden koga užalimo ali prizadanemo, najprej dobro premislimo, saj vedimo, da kljub iskrenemu opravičilu slabega dejanja ne bo mogoče popolnoma izbrisati. Naš zmečkani Peter naj visi na steni ter nas vsakodnevno opozarja in uči, da smo prijazni, vljudni in spoštljivi drug do drugega in tudi do sebe.
poleg zmečkanega Petra nalepimo tudi lepe besede, lepe misli, ki mu jih izrečemo. Tudi te lepe besede naj nas spominjajo, kako znamo biti dobri in srčni. Do drugih bodimo takšni, kot bi si želeli, da bi bili oni do nas. Kajti vedimo, da le ljubezen rodi ljubezen. Zato sejmo in izrekajmo le prijazne in vzpodbudne besede, ki so polne ljubezni in spoštovanja. Ko pa nas popade trenutek slabosti, ter bi ponovno izrekli besede, ki bolijo, se spomnimo na našega Petra in na rane, ki jih s tem povzročimo. Sleherni trenutek ozavestimo in se trudimo po svojih najboljših močeh. Srečno!